Prosti čas lahko kvalitetno preživimo tudi v galeriji. Vrata so na stežaj odprta vsem in to brezplačno. Nocoj pa smo priča tudi posebnemu predavanju avtorja Žarka Brezca, ki predstavlja svojo naravoslovno ilustracijo. Tudi sicer vas bo prijazno osebje znalo popeljati v zanimivo ustvarjanje in življenje umetnikov. Jaz temu rečem naravoslovna ilustracija, sem se pa začel pravzaprav ukvarjati bolj kot hobi, bolj občasno, s tem, da sem imel pač srečo, da je sin biolog in me nekako vpeljal v to stvar. Pikapolonice, žuželke in hrošče je narisal z navadnimi barvicami in z veliko mero natančnosti, kar se je zdelo prav neverjetno tako odraslim kot otrokom. Prav slednjim v obalnih galerijah Piran poskušajo z najrazličnejšimi projekti približati visoko umetnost in občutek zanjo. Na mlade stavi tudi vsestranska primorska likovna ustvarjalka Mila Ličen-Krmpotič, ki verjame v sporočilno in hranilno vrednost umetnosti. Je vedno eno prijetno druženje, je pa se mi zdi ena umetnost, ena taka prilika, ki res lahko da tudi preko umetnosti dobimo en odgovor tudi na marsikatera vprašanja. V Kopru je bila prva Meduza, ki tudi danes po 40 letih ohranja svoj prvotni umetniški in prodajni program. V zadnjem času se obalnim pridružujejo še drugi galeristi, ki vsak po svojih najboljših močeh ustvarjajo likovni prostor. Čevljarska ulica ali tudi Kalegarija je bila samo nekaj stoletij nazaj prostor, kjer so ustvarjali številni obrtniki. Danes bi jo lahko preimenovali v ulico galerij. V Kopru smo jih našteli nekje 10, veliko od teh galerij je prav tu v tejle ulici. Ljudje se zanimajo za slike, hodijo, ogledujejo vse, kar je razstavljeno, sprašujejo po cenah, več ali manj se zanimajo za majhne formate in imam določena naročila in mislim, da na dolgi rok lahko ta galerija prosperira. Vsekakor ne na hitro, ker pač sem nov na tržišču in to gre verjetno v tem delu gre to počasi. Z Vangovo, ki se je z daljne Kitajske preselila v Slovenijo, se lahko srečate v loži. Samo streljaj stran v kontri, kjer ponujajo butičen program, pa ta trenutek prav tako stavijo na mlado perspektivno Vangovo sonarodnjakinjo Cejan. Katerokoli galerijo boste obiskali, vas tam čaka posebno doživetje. Hkrati pa tudi prostor tišine in premisleka, ki ga danes tako pogrešamo.